Končno smo ga dočakali tudi v Sloveniji. Že poltretje leto je minilo, odkar smo se na Švedskem udeležili mednarodne predstavitve novega električnega terenca Mercedesa EQC. Takrat so nam dejali, da ta avto to deželo odraža tudi v svojem duhu, skozi dizajn, tehnologijo in inovacije. No, ampak to so bile le besede. Danes pa imamo ta avto prvič tudi pri nas in kar takoj vam pokažemo, katere so glavne novosti, ki jih prinaša. No, še predtem pa hiter reminder. Naročite se! Čeprav si nekaj tehnike deli z modelom GLC, pa EQC prinaša popolnoma svoj oblikovalski karakter. Nekako so njegove linije zelo lepo zaobljene in to kaže na željo po večji aerodinamiki vozila. Seveda, EQC je razmeroma velik in pa s približno 2,5 tonami tudi razmeroma težak avto. Na zadku imamo takšen, tudi z bočnicama zaprt spoiler, platišča so aerodinamično zaprta, tudi dno vozila je popolnoma ravno oziroma zaprto. Tudi maska ima dve zračni zavesi, ki se po potrebi zapirata. Ampak ta maska nam izgleda kar nekako domače, ker ni popolnoma zaprta v slogu večine električnih vozil. No, pri Mercedesu so na čelu z Robertom Lešnikom prepričani, da mora vsak avto imeti svoj obraz. Za pogon skrbita dva elektromotorja. Tisti na prednji osi bo skrbel za običajno vožnjo, zadnji pa za dinamične vložke in po potrebi pogon na vsa 4 kolesa. Skupna moč znaša 300 kW in pogon jo črpa iz zajetne 650 kg baterije s kapaciteto 80 kWh. No, to naj bi zadoščalo z enim polnjenjem za približno 400 km vožnje. No, ampak nekatere bo morda še bolj navdušil podatek o športnih pospeških. Ta avto se kljub zajetni masi do 100 km/h požene v vsega 5 sekundah. Koncept notranjosti nam je delno že poznan od ostalih Mercedesovih modelov, ampak vseeno je tukaj nekaj novih oblikovalskih prijemov. A bolj pomembno je, da bomo tu za volanom deležni pomoči najmodernejših asistenčnih sistemov. No, avto bo odslej tudi samodejno upočasnjeval oziroma zmanjševal hitrost, ko se bomo približali koncu zastoja. No in takrat bo avto usmeril proti robu voznega pasu, da bo omogočil reševalni koridor za vozila na nujni vožnji. Čeprav v električnem Mercedesu ne sedimo prvič, pa pri tej znamki pravijo, da gre za prvega pravega električnega Mercedesa. Nova doba, EQ doba torej. Ponudba prispevkov o električnih vozilih je na našem kanalu vse obsežnejša. Poiščite jih v naši videoteki.